Hej, lep pozdrav in dobrodošli v še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu, in če se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v pripetem komentarju in pa v opisu tegale videa. Če seveda spremljate to kasneje preko YouTubea. In če spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj YouTube kanal, tako da boste redno obveščeni o vseh posnetkih, ki jih objavljam. Kje smo mi zdaj ostali? Mi imamo vikend za nami in to noč smo mi doživeli kar en konkreten padec, kot lahko vidimo tukaj. Mi smo na prejšnji petek označili tole dvojno dno, ki smo ga imeli na 15-minutnem časovnem intervalu, in tudi tukaj smo ga označili na enournem časovnem intervalu. Njegova neckline meja tam nekje 67.200. In kaj se je dogajalo potem? Petek je bil naravnost nor. Mi smo tukaj kolebali gor, dol, potem smo malo zrasli, malo preveč časa smo se mi zadrževali tukaj na tem območju in potem smo seveda tudi izgubili tole neckline mejo. Zdaj, na nek način se jaz tega veselim, morda bomo zdaj dobili jasno smer za ta teden, zaradi tega, ker mi smo se zdaj praktično 2 tedna pomikali v stran, in to je nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi, torej v bistvu konsolidacija oziroma trend na stran. Vam bom potem pokazal še nekaj drugega, kar se je tukaj zgodilo. V glavnem, kaj bo treba zdaj gledati? Nekaj zelo zanimivega se je začelo dogajati. Tukaj bom jaz zdaj pobrisal tale graf, vse tele, no tukaj sem že, pa še tegale, čisto preveč nasmeteno je, čisto preveč risb oziroma črt. Zdaj bom jaz označil ponovno tole neckline mejo, tudi tukaj jo imamo. Zakaj? Zaradi tega, ker zdaj smo dobili nek odboj, kot vidimo tukaj, in lahko bi prišli testirati tole neckline mejo kot odporno mejo. To je ta prva točka, torej 67.200, tukaj na eno uro, ja, tudi 67.200, ampak še nekaj je. Tukaj lahko vidimo v tem območju, torej v tem območju tukaj, so začeli nekateri že predhodno staviti na padec. Torej nekdo je nekaj vedel in so začeli staviti na padec. Vsaj kar se Ethereuma tiče, je, vidimo tukaj, kar oster padec navzdol, no Bitcoin je pa padal počasi in je v bistvu pred kratkim dosegel preprodano območje. Kaj bi zdaj jaz tukaj gledal? Seveda, kje imajo ti ljudje naštimane stop losse? Pogledam prejšnji vrh in vidimo tukaj 68.200. Tako da jaz bom to označil, zaradi tega, ker ne bi bil presenečen, če bi mi šli tole mejo, tukaj tele stop losse pri zdaj ta zadnji rasti pobirati. Ampak bo treba vse še prej počakati. Prvo, seveda, tale meja na 67.200, potem tudi tukaj spremljati RSI. Zdaj na 15-minutnem časovnem intervalu imamo že zelo jasno skrito medvedjo divergenco, kar bi lahko pomenilo, da bi mi padali še naprej dol. Torej imamo vrh, nižji vrh v gibanju cene, medtem ko RSI je pa naredil vrh in pa malo višji vrh. Stokastik RSI je še vedno v prekupljenem območju, tako da kaže zaenkrat
še prednost bikom in tukaj tale vrh moramo še potrditi, lahko gremo še kaj višje. Tako da to bo treba spremljati. Na enournem časovnem intervalu pa mi tega še nimamo, smo blizu, nimamo pa še tega, tako da tudi to bi bilo treba počakati. Po mojem, kakšen večji premik bi se moral zgoditi danes popoldan, ko prestopimo v ameriški čas trgovanja. Tako da potrpljenje. Kaj sem mislil še pokazati? Mi smo tukaj na enournem časovnem intervalu. Jaz bom označil zdaj še tole mejo. Očitno zelo pomembna, mi smo jo zadeli tukaj enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat in petič, zdaj smo jo izgubili. In kaj smo mi še delali? Mi smo delali vrh, nižji vrh in potem še nižji vrh. Torej, padajoči trikotnik, ki je ponavadi medvedji vzorec, ampak problem teh vzorcev je, da se izvedejo tam nekje v 50–60%, tako da tukaj bo treba vseeno še paziti, kaj se lahko razvije ven iz tega. Nekaj podobnega imamo tudi na 4-urnem časovnem intervalu, kot vidite. Torej, isto dno, medtem ko vrh, nižji vrh in pa nižji vrh. In pa glede na to, da imamo tukaj na 4-urnem časovnem intervalu, lahko tudi vidimo, kako so se pri tem zadnjem vrhu začele nabirati dolge pozicije, kar bi lahko kaznovalo zdaj marsikoga. Tarče za navzdol bi bile tukaj 62.800, bom tole kar označil. Torej 62.800 in pa seveda tale špic tukaj dol, ki smo ga naredili, ta je pa na okoli 60.000. Malo slabo se vidi zaradi tega, ker mi tale volumen tukaj prekriva. No, v glavnem, če se spomnite, sem že kar dolgo časa nazaj napovedal, da bi lahko šli testirati tole območje tukaj s polno svečko, kar bi se morda zdaj lahko tudi zgodilo. Ampak najprej bo treba zdaj spremljati tukaj tale manjši časovni interval, dokot bomo prišli, in če bomo mi slučajno prišli tole eliminirati na 68.000. Tako, to bi bilo, kar se tiče Bitcoina. Dajmo si zdaj še pogledati tukaj likvidacijsko mapo, če potrjuje tole, kar smo ravnokar povedali. In ja, tukaj imamo ogromno ljudi, ki je stavilo na padec in stop losse imajo tam nekje na 68.000. Torej, to je točno meja, ki sem jo prej omenjal. In zdaj, v zadnjem času, imamo tole rast. Torej, tole rast. In točno pod to rastjo so ljudje začeli nabirati dolge pozicije. Tako da bo treba zdaj spremljati najprej tole območje tukaj, kot vidimo, ogromno kratkih pozicij, ljudje so se ustrašili. Po mojem, to bo ta prvo, kar bi šli pobirati. To je tam nekje do 66.000. Vprašanje je seveda, če bomo prišli do vse tle gor. Tako da to bo treba spremljati. Ni pa nujno. V vsakem primeru bi jaz spremljal tukaj, če naredimo kakšen dvojni vrh, torej v gibanju cene,
v tem primeru, ja, se obrnemo, skrita medvedja divergenca, in gremo naprej, dol pobirati vse likvidnosti, ki so od spodaj, torej tudi tukaj na okoli 64 tisoč. Dajmo zdaj pogledati še Ethereum, kako se on kaj obnaša. Tudi tukaj bom jaz zbrisal vse tole, kar imamo narisano. Odprej tukaj imamo 15-minutni časovni interval, tukaj pa 1-urni časovni interval. Okej. Torej, Ethereum je še posebej zanimiv, zaradi tega, ker pri tem padcu je ogromno ljudi začelo staviti na padec. Torej, imajo stop losse naštimane nekje tukaj na 1985. In kaj se je zgodilo? Ta padec se je potem zgodil in v bistvu ljudje pri Ethereumu še vedno stavijo na padec, kljub temu, da imamo zdaj tole zadnjo rast. Kar se tiče skritih medvedjih divergenc, ja, jih še nimamo, tako da v bistvu ta rast bi se lahko še malo nadaljevala. Ta prva meja, zdaj, vprašanje, po mojem lahko pridemo nazaj do tukaj gor testirati tole mejo na 1939 in lahko bi šli pobirati tudi tole likvidnostno območje na 1985, ampak seveda tukaj je vse še pod vprašajem. Treba bo spremljati, do kod vse bo segala tale rast in pa seveda, če naredimo skrito medvedjo divergenco, ki bi nakazovala seveda na nadaljevanje padanja. Zaenkrat je še nimamo, smo pa blizu. Stokastika RSI je trenutno v bikovskem območju, tako da bo treba počakati. Kot sem rekel, po mojem nekje do popoldneva današnjega dneva, ko vstopimo v ameriški trgovalni čas. Tukaj na 1-urnem časovnem intervalu lahko vidimo, kako so se skozi vikend nabirale dolge pozicije in seveda potem po noči so bili vsi ti ljudje kaznovani in zdaj pravzaprav frantično vstopajo v kratke pozicije, kar bi jih tudi lahko morda kaznovala. To je vse v bistvu market maker igra. Tako da tudi tukaj lahko vidimo, začeli so vstopati v kratke pozicije tukaj in zato bi gledal tale vrh 1985, torej isto kot na 15-minutnem časovnem intervalu, ki smo ga označili tukaj. Lahko bi šli tole pobirati s kakšnim špicom, torej senco svečke. Trenutno stanje na trgu seveda je zelo volatilno, tako da vse je mogoče. Seveda ta prva meja, ki bi jo bilo treba gledati, je tale podpora, ki smo jo izgubili in bi zdaj lahko delovala tudi kot odporna meja. Ta je na 1937, seveda se pa to lahko zgodi že prej, če mi naredimo skrito medvedjo divergenco. Trenutno je še nismo naredili, kot vidimo vrh, nižji vrh v gibanju cene in pa vrh, nižji vrh pri RSI-ju. Tako da to seveda bo treba vse še spremljati. 4-urni časovni interval, v bistvu imamo mi tukaj neko podobno situacijo, kot smo jo imeli pri Bitcoinu. Tukaj tale podporna meja in potem vrh, nižji vrh, nižji vrh in pa nižji vrh. In zdaj smo tole podporno mejo izgubili
in seveda tale bi lahko delovala kot odpor. Kot sem že omenil prej, to bi bila tam nekje na 1930-1935. In poglejmo še 13-urni časovni interval, ista situacija, vrh, nižji vrh, nižji vrh in zdaj mi tole podporo izgubljamo. Tako da, če mi nadaljujemo s padanjem, imamo potem naslednje tarče, tukaj na okoli 1830 in pa tale špic, ki bi ga lahko šli testirati s polno svečko, to je na okoli 1750. Sem pa opozoril tudi že prejšnji teden na 13-urnem časovnem intervalu, kako so se začele tukaj nabirati na tem vrhu dolge pozicije, tako pri Bitcoinu kot tudi pri Ethereumu. In ko se na daljšem časovnem intervalu začnejo nabirati dolge pozicije, in to celo tako, da jih tale indikator prikazuje, je potem malo problem zaradi tega, ker lahko pride do kar hude eliminacije. Kar bi rad videl, je, da se na daljšem časovnem intervalu začnejo nabirati kratke pozicije. To bi se lahko zgodilo zdaj pri tem padcu, seveda, če se izvede, in da potem dobimo neke vrste preobrat. Torej, samo v tem primeru bi jaz potem pričakoval preobrat. Bomo videli zdaj, če bo tole ta zadnji padec. Zaradi tega, ker v bistvu trg se ponavadi vedno obrne v nasprotni smeri pričakovan. Tako da bomo videli zdaj, kako se bo tole izteklo skozi ta teden. Ta teden mislim, da bi znal biti kar zanimiv. Ampak povejte še vi meni, kaj si mislite, ali bomo šli zdaj še naprej dol, ali pa bomo morda imeli kakšen preobrat. Kaj si mislite o tej tehnični analizi, kar komentirajte spodaj. Če gledate kasneje preko YouTuba in pa seveda, če se mi želite pridružiti v živo preko Patreona, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju in tam lahko se tudi pogovarjate z mano preko četa, lahko mi priporočate kakšen kriptokovanec, da si ga ogledamo. In tako, jaz vam zdaj želim še en lep dan naprej, en lep začetek tedna in se vidimo ponovno jutri na Patreonu ob 9. zjutraj. Čau, čau.